prisotnosti. Tako da, če kar začnemo z predlogi, naredili bomo, oziroma ne s predlogi, če začnemo z našim uvodom, naredili bomo en uvod v to temo, zato da otvorimo nekako področje, da malo vidimo, o čem se pogovarjamo, kakšna je trenutno situacija. Jaz imam za gospo evropsko poslanko 3 vprašanja pripravljena, poskušala jih bomo nekako v tem uvodnem 10-minutnem delu obdelati, odgovoriti, potem pa gremo na vaše predloge, vam bom potem razložila, kako sem vas razdelila in kako bo ta naš pogovor potekal. Tako da mogoče za začetek začnemo tam, kjer praktično vsakič začnemo, in to je pri komentarju na trenutno situacijo. Zdaj, današnja tema je vezana nekako na področje zdravja in vemo, da je organizacija zdravstvenih sistemov in izvajanje zdravstvenih storitev trenutno v pristojnosti držav članic, ne v pristojnosti Evropske unije. Je pa EU pravzaprav na primeru spopada s pandemijo COVID-19 pokazala učinkovitost, pa tudi prednost skupnega nastopa proti zdravstveni grožnji. In me zanima, ali bi bilo kaj takega, nek skupen zdravstveni pristop, smiselen, učinkovit in izvedljiv tudi na področju boja proti odvisnosti med mladimi. Najprej lep pozdrav vsem, upam, da me slišite, jaz trenutno malo slabše slišim. Ne vem, če me vidite, ker mi malo vse skupaj nagaja. Slišimo vas, vidimo pa ta trenutek ne. No. Ampak nič hudega, slišimo pa vas. Ja. Res je, ko se je začela ta pandemija, je na začetku nastala mala panika, kajti zdravstvo je pristojnost držav članic. In nihče ni bil pripravljen na to pandemijo, zato je vse skupaj bilo malo kaotično v začetku. Potem pa je Evropska unija odločno potegnila določene poteze, tako da je to, kar zdaj počne Evropska unija, pravzaprav najboljša možna rešitev za celotno Evropsko unijo oziroma za države članice. Govorim za področje pandemije, nabavo zaščitnih sredstev, sedaj zdravil oziroma cepiva, so s tem tudi težave, ampak če je vsaka država sama, je to veliko težje, kot če je Evropska unija tukaj povezana oziroma nekdo dela v imenu Evropske unije. Kar se pa tiče seveda skrbi za mlade, tudi tukaj Evropska unija na vse načine skuša mlade vključiti v življenje evropske povezave. Na ta način vsi poznamo programe Erasmus, vseživljenjsko izobraževanje in podobno. Torej na ta način želi povezati mlade. Po drugi strani daje na razpolago tudi kar precej sredstev za prvo zaposlovanje mladih in druge področja udejstvovanja. Kar se pa tiče zasvojenosti oziroma te tematike, o kateri govorimo danes, pa se ne spomnim, seveda ne poznamo vseh dokumentov, ki so bili sprejeti v preteklosti, ali je tudi na tem področju že bilo kaj več narejenega, tako da bi se skupaj lotili te problematike, ki je zahtevna, obširna in najbrž, da bi bilo dobro in prav, da bi Evropska unija tudi zato imela določen načrt, predlog, da bi se skupaj lotili te problematike. Hvala lepa. Mogoče samo še pod vprašanje, če slučajno veste, obstajajo kakšne strategije na tem področju ali pa smernice, ki jih Evropska unija priporoča potem državam, na katerih naj delajo, ko se spopadajo s tem problemom odvisnosti med mladimi? Ja, preventiva je zagotovo na prvem mestu, to se poudarja v vseh resolucijah, ki se ukvarjajo z zdravstveno problematiko. Torej tudi na področju izobraževanja, na področju sociale in teh različnih družbenih odnosov. Tako da preventiva je tisto prvo, česar se moramo bolj odločno lotiti. Potem pa seveda tudi aktivno vključevanje mladih takrat, ko se že morajo na žalost zdraviti. Mislim pa, da je najbolje, če čim več naredimo prej, preden je to potrebno.
Hvala. O preventivi in ozaveščevalnih ukrepih bodo veliko povedali tudi naši dijaki, so pripravili kar precej predlogov tudi na to temo. Zdaj pa mogoče en vaš vpogled v stanje na tem področju. Torej, kako ocenjujete stanje, pa tudi trende odvisnosti med mladimi v Sloveniji in kaj so nekako glavni vzroki zanje, po vašem mnenju? Ja, nažalost, ko sem brala o trendih v Sloveniji, je seveda ni preveč razveseljivo, da se število odvisnikov povečuje in pa recimo, da smo na področju, da je pri nas najbolj razširjena konoplja, tukaj smo celo samooskrbni, to se pravi, da je doma pridelamo dovolj. Po razširjenosti njene uporabe se slovenski 15-letniki uvrščajo v sam vrh lestvice, 45. Halo? Ne slišimo vas. 20% fantov, 19% let. To se pravi, tudi potem se povečuje tudi uraba kokaina, ekstazija. Leta 2017 je bilo zabeleženo Kje je razlog? Jaz mislim, da pravzaprav mladi veliko bolj poznajo to tematiko kot jaz trenutno, ki nisem več tako zelo mlada, oziroma tudi moji otroci so že odrasli in v njihovih krogih zagotovo bolje poznajo razloge, zakaj do tega pride. Če pa izkušnje, se mi zdi, da je najpomembneje, da družina temu posveti veliko pozornosti. To se pravi starši, da se o tem pogovarjajo z otroki, ampak ne v času, ko so v puberteti, ampak že prej. Kajti takrat so otroci, ko so že toliko stari, da se da o tem z njimi govoriti, pa vendarle še niso v tisti puberteti, ko je ta neposredna nevarnost že pri njih, takrat so dovzetni za to, takrat se jim to najlažje razloži in pripravi na nevarnosti, ki v življenju čakajo vsakega mladostnika. Torej, prvo je domača vzgoja, potem pa seveda šola. Ne bi smelo biti nikoli preveč tega, tako v posameznih predmetih, pravzaprav pa je učitelj vedno tudi vzgojitelj pri kateremkoli predmetu in mislim, da bi se o tem morali večkrat pogovarjati. Menim tudi, da se da nekako opaziti, vsaj sošolci lahko opazijo, če je kakšen njihov sošolec se zelo spremenil, je drugačen, se zapira, vidijo, da ima neke probleme. Jaz mislim, da si tudi sošolci med sabo lahko zelo pomagajo, seveda se pri tem posvetujejo ali starši, ali z razrednimi učitelji, komur pač lahko zaupajo in na ta način pomagajo tudi drug drugim. Tudi to menim, da so morda mladostniki premalo časa pod nadzorom, pa zdaj ne mislim, da morajo biti vedno na špakci, ampak otroci, mladostniki so veliko časa tudi sami zaradi službenih obveznosti, preobremenjenosti staršev in takrat je seveda zelo pomembno, kaj gledajo, s kom se družijo, kako družbo imajo. Vse to so tisti faktorji, ki lahko vplivajo na mladostnika. Hvala lepa za odgovor. Izpostavili ste tudi kar nekaj ukrepov in v bistvu v zvezi s tem se pogosto pojavljata dva alternativna pristopa. Vi ste izpostavili
Vi ste izpostavili in ukrepe enega in drugega. In sicer govorim o represivno-kaznovalnem pristopu na eni strani, na drugi strani pa na nekem liberalno-ozaveščevalnem pristopu. Če pred debato, preden se dijaki izrazijo, kateremu so bolj naklonjeni, še vas vprašam, kateremu ste vi sami bolj naklonjeni pristopu? Jaz sem najbolj naklonjena temu, da se je treba o problemih in o drugih stvareh čim več pogovarjati, pa iskati rešitve. Seveda pride tudi do trenutkov, ali pa ko ni mogoče na prijazen in sporazumen način stvari urejati, da nekdo pač vztraja pri svojem. In če starši vidijo, da pač za mladostnika nekaj ni dobro, potem se mi zdi smiselno, saj so starši zanj odgovorni, da mu nekaj tudi prepovedo. Ali na nek način, ne mislim na fizične kazni, ampak da pač mora tudi vedeti, da je nekje meja, ker je to dobro zanj. Seveda takrat, ko smo v teh letih mislimo, da so starši najbolj nemogoči, saj velja tista šala, da se v puberteti starši tako spremenijo, da postanejo nemogoči. Vprašanje pa je, ali se res starši spremenijo, ali samo mi starše drugače dojemamo. Na vsak način pa starši želijo svojemu otroku najboljše, v to sem prepričana. Včasih so pa starši tudi sami v stiski in ne vedo, na kakšen način pravzaprav otroku, mladostniku pomagati, da bi bilo najboljše. Saj tudi želimo otroku pravzaprav dati vse, ampak vedno pa to ni dobro, da mu damo vse, pa vse popustimo, postaviti je treba tudi meje. Najlepša hvala. Lep odgovor se mi zdi in tudi dijaki so v svojih predlogih izpostavili ravno to, da včasih tudi starši potrebujejo kak napotek, kako skupino, kjer lahko izvejo kak nasvet in mislim, da bomo tudi o tem še nekaj slišali. In hvala lepa za tale uvod vsebinski. Mi pa gremo zdaj na vaše predloge, drage dijakinje in dijaki. In sicer vas je danes z nami 27 šol, ki ste predloge oddali. Hvala res čisto vsem, ki ste se potrudili, pripravili. Jaz sem vaše predloge pregledala in super razmišljate. Všeč mi je, da razmišljate znotraj obstoječih okvirjev, drugi včasih izven obstoječih okvirjev. Predlogi so super in danes vas jih predstavlja 9 šol. In jaz sem vas teh 9 šol, vaše predloge razdelila v 3 skupine, tako da bomo naredili tako kot prejšnji petek, da boste po 3 šole predstavili svoj predlog, potem pa damo evropski poslanki približno 5 minut za komentar vaših predlogov in potem spet cikel 3 predlogov in spet 5-minutni komentar in tako naprej. 3 kroge torej imamo. Jaz sem vas malo razdelila v 3 skupine. Pripravili ste raznolike predloge, ne pomeni, da je v tisto skupino, ki ste razvrščeni, da so samo na tem področju vaši predlogi, ampak nekako je bilo tako najlažje organizirati. In sicer sem vas 3 šole dala v skupino, ki se je predvsem ukvarjala z ozaveščanjem, izobraževanjem na tem področju. Drugo skupino sem dala v ta nekako, smo prej govorili, še zmeri ozaveščevalno in tudi liberalni pristop, torej kjer ste govorili o mehčanju ukrepov, o legalizaciji. In tretjo skupino, ki ste poleg, se pravi, vsi ste govorili o ozaveščanju, ki pa ste poleg ozaveščanja še govorili o nekaterih kaznovalnih in nadzornih ukrepih. Še enkrat poudarjam, se bomo tudi slišali, ko boste svoje predloge predstavili, da to ne pomeni, da so vaši predlogi izključno z tega področja, ampak nekako sem pa našla neke skupne imenovalce. Tako da bi začeli z skupino ozaveščanja, tam, kjer smo v bistvu zdaj tudi kar nekaj besed že namenili. In sicer bi najprej k besedi povabila gospodično Tjašo Rožič iz Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje, da nam predstavi svoj predlog. Predlagam, da jaz vas bom poklicala, včasih vem šolo, včasih vem tudi ime, dajte si takrat izklopiti mikrofon in ko predstavite si mikrofon izklopite in gremo naprej. Evo, Tjaša, izvoli. Pozdravljeni, sem dijakinja Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje in današnjo diskusijo bi rada začela z mislijo najprej, ki pravi, da smo mladi dragocen vir, zato mora biti celotna družba naravnana tako, da naredimo vse, kar v naših močeh, da preprečujemo in zmanjšujemo zlorabo drog.
V zadnjih letih lahko zaznavamo naraščanje uporabe in zlorabe drog. To je seveda velik problem sodobne družbe, zato moramo ukrepati vsi in vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. 23. junija je bil mednarodni dan proti zlorabi in trgovanju s prepovedanimi drogami. Danes so starši vzgojno nemočni, hkrati pa pač v ospredje je problem, da dajo svoje potrebe in želje, kar se seveda odraža v tem, da težko sprejemajo strokovno pomoč ter takojšnje izboljšanje, kar pa pač do tega pač ne more tako hitro. Tjaša? Zanimivo je takole svojo menjakinjo poklicati. Tjaša, ne slišimo te več? Ok, mislim, da nam je Tjašo malo odneslo ven. Dajmo priložnost Tjaši, da pride nazaj, če ne bom potem njen predlog do konca oziroma vaš ali predstavlja jaz ali pa če je še kdo prisoten. Halo? Če je prisoten še kdo z vaše šole, potem lahko predstavi tudi kdo drug. Bi pa potem prosila Srednjo šolo Zagorje, da predstavite vaš predlog. Pa bomo se potem vrnili k Tjaši, ko pride nazaj, ko jo bomo spet videli in slišali. Tjaša, ti se pa prosim, če me slišiš, nam javi v chat, ko nas slišiš. Ne vem, nekaj zablokiralo. Aha, čakaj, zdaj te slišimo. Me slišite? Ja, zdaj te slišimo, ja. Ne vem, nekaj me očitno zablokiralo. Ok, pa daj predstavi kar zdaj ti svoj predlog, če to deluje. Ja. Pač naši predlogi so takšni, da bi morali najbolj izobraževati naše starše in da bi vsaj enkrat let moral biti v šolah teden, ki bi se ukvarjal z zasvojenostmi z drogami in seveda delavnice na tem. Potem bi se moral tudi povečati račun za te ljudi, ki pač borijo z odvisnostjo in tem denarja obnovljati neke organizacije, ki pač borijo proti odvisnosti. To pomembno se nam zdi, da ti ljudje ne končajo v zaporu, ampak da jim država pomaga priti ponovno na pravo pot. Seveda starši morajo biti pri tem še najbolj izobraženi, da poučujejo svoje otroke. Seveda tukaj tudi je zelo pomembna vloga medijev, ki mora informirati o nekem zdravem načinu življenja. Ne samo praviti, kdo je slab človek, da so ljudje slabi, če so pač zadrogirani. To je naše mnenje in hvala za besedo. Hvala, Tjaša. Ok, torej, če povzamem na hitro, se pravi predlog Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je več delavnic in izobraževanj za mlade, več izobraževanj za starše in pa medijsko informiranje oziroma tudi medijsko poročanje primerno. Hvala, Tjaša, in k besedi vabim, se pravi Srednjo šolo Zagorje. Dober dan, Potočnikova. Tule jaz ne vem, ali moja dijakinja sploh lahko pristopa, ker je žal mogla iti za športni dan na Kum. Zdaj, tule v seznamu prisotnih nisem zaznala, no. Zdaj ne vem, ali je ali ni. Te mogoče vi njen predlog, da vi predstavite? Ja, samo toliko, da odprem, jaz se opravičujem. Jaz sem pa tudi takoj malo bom to napisala, bom kar zrihtala. Ok. Jaz vas nisem razumela, boste zdaj predstavili ali? Ja, tako je samo poiskati mojem predlog, da bom kar prebrala. No, potem pa gremo, dokler vi najdete predlog, gremo za ta čas na naslednjo šolo. Ja, hvala. Prosim, v sklopu ozaveščanja je Leja Vidovič iz Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor tudi pripravila nekaj predlogov. Tako da, Leja, če si tukaj z nami, te prosim za oba predloga, ki si jo pripravila. Lepo pozdravljeni. Jaz sem Tamara Dvoršak, dogovorili smo se, da bom danes jaz. Sem dijakinja prvega letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Torej, odvisnost je neko stanje, ki vpliva na telesno in duševno zdravje zasvojenega.
prizadene njegove odnose z okolico in njegovo ustvarjalnost ter pusti posledice tako v družini zasvojenega, kot tudi v širši okolici. Ko slišimo besedo odvisnost, najprej pomislimo na alkohol, droge, tobak in podobno. Vendar zasvojenost današnje družbe pravzaprav tiči tudi v sodobni tehnologiji. Gre za problem, ki je svoj vpliv pokazala predvsem v trenutnem času koronavirusa, saj mlada generacija preživi še več časa s sodobno tehnologijo. Mladi začnejo odrivati vse okoli sebe, postajajo še bolj zaprti vase, pogovor med vrstniki več ne steče, saj je vsak zatopljen v svoj telefon, neprestano igranje igric pa povzroča porušenost bioritma in pozabljanje pravih vrednot. Tudi preobremenjenost je ena izmed pogostih težav današnjega sveta. Privede do poseganja po drogah, torej različnih vrstah odvisnosti, saj sta pritisk in pričakovanje družbe enostavno prevelika. Pod vplivom substanc tako lažje shajajo situacijami, kar hitro privede do neke odvisnosti, ki je morda ne bi bilo, če družba od mladih ne bi zahtevala toliko. Zato predlagam, da že v šoli za starše predavatelji poostreno opozarjajo o negativnih učinkih uporabe sodobne tehnologije na otrokov razvoj, s tem spodbudijo starše, da se z njimi več pogovarjajo ter tako razvijajo otrokove sposobnosti. Ključna bi lahko bila tudi časovna omejitev delovanja spletnih strani z določeno vsebino, na primer strani z računalniškimi igrami. Predlagam tudi, da starostno omejitev glede časovnega intervala uporabe spleta. Pomembno je, da bi mlade ozaveščali pomembnost obvladovanja situacij, ki pred njih postavljajo izzive, ki jim morda niso kos. Pomembno je najti tisto, kar jih sprosti, pa naj bo to šport, branje ali katerikoli drugi hobi, ki ne vodi v odvisnost. Dejstvo je, da ima družba pomemben vpliv na mlade, zato menim, da bi se morali bolj posvečati vzrokom, ki posameznika pripeljejo do odvisnosti, kot pa je posledicam, v katere ta vodi. Tako bi jo lahko preprečili, še preden bi zanjo zboleli. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Tamara. Nisem vedela, da boš predstavljala ti, tako da se ti opravičujem, da sem napovedala Lejo. Hvala za predlog. Torej, razmišljali ste širše tudi o odvisnostih pri vas, super, me veseli. In še preden gremo na komentar Evropske poslanke, prosim še gospo Ana Marijo iz Srednje šole Zagorje za predstavitev vašega predloga. Prav, se slišimo, a ne? Slišimo. Super, odlično. Dijakinja je napisala takole, mnogo ljudi ne razume, zakaj imajo mladi takšna nagnjenja do ilegalnih substanc ali alkoholnih pijač. Morda menijo, da tisti, kateri konzumirajo ilegalne substance in ali preveliko količino alkohola, nimajo moralnih načel. Če pa že so ta načela zelo vprašljiva, ter da nimajo volje prenehati v primeru zasvojenosti. V resnici je odvisnost od mamil in ali od alkohola zapletena bolezen in za opustitev bi običajno potrebovali več kot le dober namen ali močno voljo. Droge in ilegalne substance spremenijo možgane na načine, ki otežujejo odpoved tudi za tiste, kateri bi si to želeli. Na srečo raziskovalci vedo, bolj kot kdorkoli Na srečo raziskovalci vedo več o tem kot kdorkoli, kako droga vpliva na duševno in telesno zdravje, tako da bi rešitev teh aktualnih težav bila bolj preprečena že z začetkom uvajanja delavnic in več ur namenjenih tej temi v izobraževalnih ustanovah. Tako bi se omogočilo mladostnikom večji in bolj strokovni pogled na celoto in celotno težavo in ne bi bili primarni vir, internet in ulica ne bi bil primarni vir. Dijakinja tudi dvomi, da bo odvisnost mladostnikov kadarkoli popolnoma izničena, ampak bi se lahko vsaj poskusilo omejiti, kot je že omenila v prejšnjem odstavku, je možnost ta, ena najboljših rešitev dati možnost mladostnikom, da se sami bolj poučijo o tem. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev. Se pravi, tudi ta predlog gre v smeri izobraževalnih vsebin, delavnic, čim več že od malih nog. Tako da, gospa Evropska poslanka,
Prosila bi vas za en komentar teh 3 predlogov, ki se večinoma osredotočajo na večje izobraževanje in ozaveščanje. To je vsekakor izredno pomembno. Nažalost, res ta zasvojenost z igrami, internetom, igrami na srečo, mobilnim, pametnim telefonom, da se število teh zasvojencev poveča. In tukaj sem našla en podatek, v ambulanti za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici se trenutno zdravi skoraj 500 oseb, 202 sta odvisnika od kemičnih zasvojenosti, alkohola, tobaka, zdravil in prepovedanih drog, 227 pa je odvisnikov od iger na srečo, interneta in mobilnega telefona. Polovica nekemičnih zasvojencev še ni polnoletnih. Jaz mislim, da v prvi vrsti bi morali res starše izobraževati. Starši že, jaz zdaj govorim ne samo o moji generaciji, ki ima že vnuke, ampak tudi starši sedanjih mladostnikov niso imeli toliko opravka z temi vsemi sredstvi, modernimi tehnologijami, kot jih imajo sedaj mladostniki. Zato mnogi starši niti se ne zavedajo vseh teh nevarnosti in zato je potrebno, da dobijo dodatna znanja, informacije o tem. In tega ni nikoli preveč, seveda je pa vprašanje, koliko so pripravljeni pri tem sodelovati. Če bi se bolj zavedali vseh teh nevarnosti, sem prepričana, da bi tudi bili pripravljeni se v večji meri udeleževati ali delavnic ali kakorkoli. No, sama opažam tudi, da velikokrat sem videla že otroke na vozičku, kakšni trgovini, ki imajo v roki mobilni telefon in gledajo risanke kar tam. Seveda to je najhitrejša in najlažja zaposlitev otrok. Tudi jaz pazim včasih vnuke, najbolj me prosijo za risanke, pa ne po televiziji, ampak na računalniku, ker tam lahko izbirajo. Če postavimo omejitve, potem res tudi lahko pripomoremo k temu, da so naši otroci odvisni od vseh teh modernih sredstev. Velikokrat sem opazovala tudi mladostnike, ki so skupaj sedeli ob eni mizi, pa se niso pogovarjali, ampak je vsak gledal v svoj pametni telefon. Pa torej tam klepetal po telefonu ali sledil tem raznim socialnim medijem. Jaz mislim, da tudi ta COVID nas je malo opomnil na to, da je sicer sodobne tehnologije veliko pomoč, niso pa vse in da moramo več časa posvetiti tudi osebnim stikom in pogovorom. Morda nam bo ta pandemija tudi pomagala, da si bomo tega bolj zaželeli. Hvala za komentar. Če je morda kakšna replika strani tistih, ki ste zdaj predstavljali, jo lahko ali poveste ali pa tudi zapišete v komentar. Če ne, pa gremo na naslednjo skupino 3 predlogov, kjer bomo pa govorili zopet o različnih predlogih, ampak malo bolj se bomo dotaknili liberalizacije, se pravi liberalnega pristopa k preprečevanju odvisnosti. In za prvi prispevek bi prosila drugo gimnazijo Maribor. Pod predlog sta podpisani Mojca Ravnjak in Staša Korpič. Ne vem pa, kdo bo predstavljal, tako da druga gimnazija Maribor, izvolite, mikrofon je vaš. Hvala za besedo. Lep pozdrav še v imenu druge gimnazije Maribor. Osredotočili smo se na problematiko odvisnosti mladih od marihuane. Zaskrbljujoč je podatek, da je takih 6,7% najstnikov po svetu, starih od 11 do 17 let. Predstavljajte si odvisnega 16-letnika, ki kupi še en odmerek marihuane od sumljivega prodajalca. Ta bi lahko brez njegove vednosti bila zmešana s še nevarnejšimi substancami. Tudi, če bi se želel odvaditi v droge, nima dostopa do rehabilitacijskih programov. Omenjene probleme bi se dalo rešiti z legalizacijo konoplje. Med mladimi bi se zmanjšala njena uporaba, ker ta ne bi bila več tako lahko dostopna. Črni trg bi izgubil vpliv in težje dosegel svoje kupce, v legalnih prodajalnah pa bi bila za nakup starostna omejitev.
Za primer bi navedli ameriško zvezno državo Colorado, kjer je delež zasvojenih najstnikov med 12 in 17 let pade za 12% 2 leti po legalizaciji marihuane. Z legalizacijo država dobi tudi nadzor nad trgom konoplje, torej lahko kontrolira njeno vrednost, kvaliteto in varnost. Kriminalne organizacije je danes želijo prodati čim več, zato jo dostikrat razrečujejo z drugimi substancami, ki pa so lahko za uporabnika še bolj nevarne in za katere sploh ne vedo. Kljub izboljšavam problema ne bi mogli popolnoma izkoreniniti. Odvisnikom bi omogočili zastonj dostop do rehabilitacijskih centrov. Danes se le 14,8% uporabnikov samih odloči za to obliko pomoči. Eden izmed glavnih razlogov za to je, da odvisniki pogosto spadajo med revnejše prebivalstvo, svoje premoženje pa dodatno zapravljajo z nakupom drog. Zato si ne morejo privoščiti rehabilitacije. Varna in manj zasvojena mladina bi morala biti vrednota Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, Mojca, za vaš predlog. In mi se selimo na gimnazijo Lava. Tako da podpisana sta Iza Anderluh in Gal Ašič pod predlog. Vabljeni, da predstavite. Se slišimo? Slišimo, Iza. Najprej bi se rada zahvalila za besedo. Predlogi naše šole pa so, da se naj ustanovijo centri za varno uporabo drog, ki so že v nekaterih ostalih evropskih državah so se v bistvu izkazali za zelo učinkovite. V bistvu, zakaj bi ti centri sploh bili koristni? Zaradi tega, ker bi tam bil na voljo naprimer čisti pribor, bila bi nadzorovana uporaba substanc in pa bilo bi prisotno tudi medicinsko osebje, če bi šlo pač naprimer kaj narobe. Potem smo tudi za postopno legaliziranje drog, za zakonsko spremembo že obstoječih skupin, ki pa so trenutno razvrščene po našem mnenju zelo slabo, ker smo mnenja, da marihuana in pa heroin ne morata spadati v isto skupino. Hvala. Hvala, Iza, super. Najlepša hvala tudi za vaš predlog. Se pravi, ustanavljanje centrov za varno uporabo zakonitih substanc in pa tudi postopna legalizacija ob zakonski spremembi razvrstitve drog. In kot zadnjo v tem drugem krogu k besedi vabim Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota. Da predstavite svoj predlog, izvolite. Lep pozdrav. Jaz sem Patrik Lesjak iz Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota in vam bom predstavil predloge, ki smo iz dijaki, ki sodelujejo v tem programu, oblikovali na temo odvisnost mladostnikov. Po pregledu podatkov smo ugotovili, da je zasvojenost in uporaba kokaina in ostalih drog v prejšnjih letih bilo dokaj stabilno. V spredje bi pa dal podatek, da se je uporaba marihuane v Evropski uniji v času karantene povečala za 22,8%. In še vedno ostaja bolj popularna izbira med mladimi kot alkohol. Odvisnost od drog pri mladostnikih je tudi relativno nizka. Relativno nizka zato, ker glede na podatke nismo morali sklepati, če bo šla gor ali bo šla dol, vendar ostaja na še vseeno dobri ravni. Vendar pa kljub rahlemu padcu v uporabi alkohola je število smrti zaradi uporabe drog še vedno 10-krat manjše kot število smrti zaradi uporabe alkohola. Če bi mi odločili, bi na podlagi teh podatkov legalizirali marihuano. Saj, če so lahko legalni tobačni izdelki in alkohol, potem je legalna lahko tudi marihuana. Omogočili bi njeno uporabo do 18. leta dalje, vendar v omejenih količinah. Prav tako bi že v osnovnih šolah uvedli predvsem ozaveščanje o pozitivnih ter negativnih učinkih, vplivih in vrstah marihuane. Zdi se nam, da je marihuana v naši družbi zgolj prepovedana in tabuizirana. Z legalizacijo pa bi preprečili preprodajalcem drog, da bi še naprej marihuano zlorabljali za prodajo trdih drog. S tem bi se zmanjšala tudi splošna odvisnost od drog. Če bi odločali mi, bi se na odvisnike od drog ne gledalo kot na zločince, ampak kot na žrtve. Omogočili bi jim lažji dostop do zdravljenja in jim jo tudi priskrbeli. Raziskave pa kažejo, da je zasvojenost drog v večino primerih rezultat travm in težkih življenjskih razmer mladih. Naprimer, mladi brezdomci, pri katerih postaja v zadnjih letih zelo popularen freebase ali crack, ki je zelo nevarna droga. Zasvojenost med mladimi pa se največkrat pojavlja pri tistih, ki niso bili deležni primerne primarne in zgodnje sekundarne socializacije.
Prišli smo pa tudi do ugotovitve, da je največja zasvojenost danes zasvojenost IKT tehnologijo. Ta zasvojenost nam je vsiljena, kar pa zelo hitro prepoznajo mediji in jo še dodatno ukrepijo. Veliko več ljudi gleda televizijo in bere internetne medije je na računalnikih, telefonih, kot naprimer pred 2-3 letami. Računalnikov pa ne uporabljamo le med poukom ali delom, temveč tudi v prostem času, ker nam predstavljajo stik z realnim in predvsem pa virtualnim svetom. Naprimer, prijatelja v realnem svetu ne moremo videti, saj se ne smemo družiti. Po našem mnenju bo ta zasvojenost imela dolgotrajne posledice, ne le na nas mlade, ampak na celotno družbo. Imeli bomo težave s komunikacijo, utujitvijo drug od drugega in s tem tudi sprejemanjem mnenj in upoštevanjem drugih. In če bi odločili mi, bi takoj odprli šole in fakultete, priskrbeli zdravljenja za odvisnike. Evropski uniji, pa predlagali dodatno sredstvo za brezplačno obiskovanje, da bi priskrbela brezplačna sredstva za obiskovanje športnih in družbenih dejavnosti, s tem pa bi omogočilo druženje, katerega nam vse močno primanjkuje. Po domače povedano, doživljamo abstinenčno krizo medosebnih odnosov. Hvala. Hvala, Patrik, za vaš predlog. Se pravi, tudi vi ste predlagali legalizacijo marihuane, drugačno tretiranje odvisnikov in pa ste se tudi dotaknili področja odvisnosti od tehnologije. Tako da bom evropsko poslanko gospo Novak prosila za en komentar na naše 3 predloge, ki torej obravnavajo legalizacijo konoplje, lažje dostopne rehabilitacijske centre, centre za varno uporabo dovoljenih substanc, potem imamo rekategorizacijo drog in pa smo rekli tudi nekaj o odvisnosti sodobne tehnologije. Izvolite. Ja, kar veliko stvari je bilo naštetih. Jaz sem bolj naklonjena temu preventivi kot pa kurativi. To se pravi, da najprej skušamo narediti vse, da do zasvojenosti sploh ne bi prišlo. Velikokrat sem že poslušala razne pričevalce, torej ozdravljene odvisnike, ki so zelo poudarjali, ne začeti ali s konopljo ali marihuano, v začetku vas bojo prepričevali, kako je to nedolžno, to ni nič nevarno, to se ne more nič zgoditi, ampak večina je rekla, da začeli so z majhnimi koraki, začeli so s temi sredstvi, torej s konopljo, marihuano, potem so pa šli na trde droge in tako naprej in so končali tako globoko, da so sami prišli do spoznanja, da morajo nekaj narediti. In to odvajanje od zasvojenosti je pa zelo, zelo dolgotrajno in zelo težko in zelo redkim uspe. Zato poudarjam še enkrat, boljša je preventiva kot kurativa. Jaz nisem tako naklonjena legalizaciji konoplje, samo v zdravstvene namene. Ker ne vem, če smo tako zreli, da bi potem znali postaviti te meje in kot sem rekla, z malim se začne, potem pa se žalostno konča. Zato jaz tega ne bi naredila dostopnega. Seveda pa nihče, kdor postane odvisen, ni zaradi tega že slab, ampak da je tako daleč prišlo, so nekje drugje razlogi. Bodisi, da se je mladostnik znašel v neki stiski, bodisi, da ni našel razumevanja, ne vem, ali doma, ali med svojimi vrstniki, ali je zašel v slabo družbo, ali kakorkoli in se ni znašel. Torej, to je odraz neke stiske in vemo, da v času odraščanja so te notranje stiske lahko zelo velike, ker pač to spada k odraščanju, če tako rečem, in nekateri problemi, ki se nam takrat zdijo grozni, sploh niso v resnici problemi, ampak potrebujemo pač nekoga, da lahko se s tem pogovorimo in najdemo iz tega izhod. Tako da, kot je ta zadnji govornik govoril, da je potrebne več športne družbene dejavnosti. Ja, prepričana sem, da če so mladi vključeni v neke dejavnosti,
ali v športne, ali v kulturne, ali kakšne drugačne, da na takšen način preživljajo prosti čas, da so zaposleni, da imajo neko zdravo družbo, potem je manj možnosti in potrebe, da bi segali po nekih takih sredstvih, ki lahko privedejo tudi do zelo tragičnih posledic. Torej, da so z nečem koristnim, pametnim, rekreativnim ali takšno stvarjo zaposleni, ker ponavadi tisti, ki so zelo zaposleni z različnimi aktivnostmi, pač nimajo časa razmišljati toliko časa, da jim je dolg čas, da je nekaj hudo narobe in tako naprej. In laže potem svoje življenje tako nadaljujejo brez teh dodatnih sredstev, ki na koncu privedejo do odvisnosti. Nekateri se zavzemajo za centre za varno uporabo drog. Ne vem, meni je žal, da nekdo sploh tako daleč pride, ko jih že uporablja, jaz mu ne bi dajala droge, da bi jih še naprej uporabljal, žalost, ker pač po mojem vedenju in izkušnjah in pričevanjih ljudi, ki so to pot že naredili, pač menim, da je treba stvari zaustaviti in iskati druge možnosti in druge rešitve. Hvala lepa za odgovor in dajmo potem nadaljevati tam, kjer smo končali, in sicer se selimo v tretjo skupino, kjer ste šole predstavile kar nekaj, recimo da zaostrovalnih ukrepov pri naslavljanju preprečevanja odvisnosti med mladimi, in sem jih jaz razvrstila v tako imenovani, se pravi ta represivno-kaznovalni oddelek. Zdaj, k besedi bi pozvala Prometno šolo Maribor, ki je v bistvu tudi izpostavila ravno to pomoč odvisnikom od drog z metadonom, že recimo, kjer smo ravno kar končali. Tako da bi prosila Prometno šolo Maribor za predstavitev vašega predloga. Izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljeni, sem Patricija Krampen in bom predstavila predloge Srednje prometne šole v Mariboru. Ljudje smo socialna bitja. In večkrat je razlog, zakaj mladostniki začnejo uporabljati prepovedane substance, vpliv družbe. Na to lahko vplivajo odnosi v družinah, želja po izkušnjah in vključevanju v družbo. Velikokrat pa se lahko s prepovedanimi substancami srečajo ljudje, ki imajo željo po uspehu in doseganju ciljev. Kot mladostniki vidimo problem tudi pri nadzoru ulic in v ustanovah, kjer se lahko potencialno največkrat prodajajo prepovedane substance oziroma lahko pride do prodaje same. Mladi opažamo, da je dostopnost do prepovedanih substanc vedno lažja. Poznanstvo z ljudmi, ki se ukvarjajo s prodajo ali pa preprodajo prepovedanih substanc, je tako rečeno jackpot. Kljub ilegalnosti drog lažje prideš do njih, kot pa do tobačnih izdelkov in alkohola. Padec v odvisnost je hiter, reševanje z nje pa naporno in dolgotrajno. Več kot polovica ostane le pri poskusu začetka reševanja, številni pa postanejo odvisni, se zatečejo k kriminalnim dejanjem, izgubijo stik z realnostjo in ljudmi. Prav tako doživljajo razne psihofizične motnje. Številne žalostne, tudi tragične zgodbe ne posrkajo vase zgolj uporabnika drog, temveč tudi njegove starše, druge družinske člane in prijatelji. Zakonsko so stvari res da urejene, v praksi pa so na tem področju žal še prevelike pomanjkljivosti. Na tem področju je zelo malo nadzora. Primer je tudi v tem, da država odvisnika drog zdravi z drogo metadonom in zaradi tega načina zdravljenja nekdanji odvisniki od drog postanejo odvisni od metadona. Metadon je namreč prav tako droga, je državna legalna narkomanija. Če bi mi odločali, bi zvišali starostno omejitev kupovanja cigaret in alkohola ter povečali nadzor nad prodajo le-teh. Poostrili bi nadzor nad krajih, kjer bi lahko prišlo do prodajanja ilegalnih substanc, kot so na primer diskoteke, nočni klubi, pubi in drugo. Hkrati bi zvišali kazni za preprodajo in uživanje drog. Odvisnikom bi jim omogočili, da se lahko pogosteje vključujejo v komune, ker ne bi imeli stikov z drugimi ljudmi, teh komun pa bi moralo biti pri nas veliko več.
Imeli bi več organiziranih srečanj in anonimnih sestankov odvisnikov. Centri za odvisnost so pa prav tako ena izmed možnosti, vendar se ljudje po nekem časovnem obdobju ali pa ko so stiski vrnejo nazaj v droge. Imeli bi več preventivnih delavnic v osnovnih in srednjih šolah, kjer bi mladim predavali nekdanji odvisniki in opozarjali mlade. Ukvarjali bi se s tem, kaj ponuditi mladim, da bi lahko usmerili njihovo zanimanje kam drugam, kot pa v upravo prevedanih substanc. Zanima nas naslednje. Zakaj država pomaga odvisnikom drog? Če pa metodolog kot od nje, zakaj se za odvisnike drog porabi od 4 do 5 milijonov evrov letno, če pa je ogromno odvisnikov izkorišča zdravljenje z metodologom? Hvala za pozornost. Patricija, hvala za predstavitev vaših razmislekov, vaše analize in vaših predlogov, pa tudi za vprašanje. Preden gremo seveda na komentar, še predstavitvi dveh šol. Prva je torej, oziroma druga, ki jo zdaj prosim za predlog, je Gimnazija Bežigrad in sicer nam bo njihove predloge za preprečevanje odvisnosti med mladimi predstavlja dijakinja Ana Mencin. Izvoli, Ana. Hvala. Sam nekaj, zdi se mi, da res ne paše v naši predlogi to skupino, zato ker se nam ne zdijo represivni in ne zaostrujejo nekakve situacije. Sam to bi prvo povedala, da ne bo pa okej. Se pravi, mi mislimo, da je v statusu quo nekaj več očitnih resnih problemov, ki dodatno poslabšujejo situacijo odvisnosti med mladimi in odvisnosti na splošno. Kot prvo, mislimo, da alkohol in droge postajajo vedno bolj normalizirane, ko je od vseh mladostnikov pričakovano, da je vsaj že enkrat vsak užival alkohol. Dodatno menimo, da alkohol postaja vedno bolj dostopen, starostne omejitve tako niso spoštovane, saj v družbi ni mehanizma, ki bi direktno mladim preprečeval dostop do prepovedanih sredstev. Težave eksplicitno poveča tudi celotna družbena situacija in neizobraženost o mentalnem zdravju, ki potisne mlade v to, da sami najdejo način, da se spopadajo z depresijo, stresom, anksioznostjo, ki so že v družbi tako ali tako zelo stigmatizirane. Mladi se tako ne morejo pogovarjati z nobenim o svojih težavah, ker druga oseba ne ve dovolj o tem področju, se pravi starši, profesori in tudi sovrstniki jim ne znajo pomagati, ampak tudi mladi sami ne znajo sami sebi pomagati v tem primeru. Zato menimo, da bi Evropska unija morala poenotiti zakone in dodatno ustvariti mehanizem, ki za individualne države članice ustvarja možnost in inicijativo, da se ukvarjajo s to problematiko. Imamo 3 glavne točke predlogov. Prvo je, da bi Evropska unija morala ustanoviti organ ali plan podoben EU Drug Strategy, ki je bil v veljavi do konca lanskega leta. Ampak ta program bi moral po našem mnenju imeti glavni fokus na izobraževanju in spodbujanju dialekta na področju predvsem mentalnega zdravja. Za to izobraževanje bi lahko v zakone ustavili predpise za posamezne države, da morajo v zadnji triadi osnovne šole in naprimer v srednjih šolah imeti organizirana izobraževanja o drogah, alkoholu in drugih mentalnih motnjah, kot so klinična depresija, ker menimo, da je ravno to eden od razlogov, da mladi posežejo po substancah. Kot drugo, mislimo, da bi izobraževanje na šolah moralo potekati nekako tako. Obvezno bi morale biti omenjene vse prej 3 naštete teme, ampak dodatno bi morali mladim tudi razložiti o nevarnostih odvisnostih na način, ki jim ne bi prekrival resnice. Torej menimo, da bi bilo veliko bolj učinkovito, če bi jim o takih rečeh predavali ljudje, ki so prvoročno izkusili to in ne profesori, ki jih dijaki vsak dan vidimo na šoli. Poleg tega bi morala izobraževanje vključevati del, ki bi mladim razložil, kako se z drogami in alkoholom soočati, če s temi substancami pridejo v stik. Ljudem je lahko prepovedati, naj nečesa ne delajo, ampak to ne izključuje možnosti, da se bo to še vedno zgodilo. Mladi morajo v izobraževalnem programu odkriti pomoč, najti komunikacijo in ne imeti občutka, da jih vsevedni odrasli še dodatno obsojajo. Tretjič, mislimo samo glede starostne omejitve, da sicer je primerna, ker ščiti otroke pred nečem, ampak ne pomaga ravno, ker jo ljudje ne spoštujejo. Se pravi, namesto da bi države iskale načine, kako prepovedati alkohol in droge, bi morali najti načine, kako omejiti, da ljudje želijo te stvari, ki so očitno slabe za njih. Ni se mogoče ukvarjati s posledicami problema, ampak moramo rešiti problem sam, tako da menimo, da povečano število represivnih ukrepov to ne more narediti, ljudje moramo o tem izobraziti. Se pravi, problema, kot so družbeni pritisk in mentalnega stanja med mladimi s prepovedjo ne moremo rešiti.
Brez izobraževanja od ljudi samih ni možno pričakovati, da se spopadajo s svojimi odvisnostmi, pa naj je to odvisnost od telefona ali drog ali alkohola. Hvala. Ana, najlepša hvala za predstavljen predlog in definitivno sem vas razvrstila v napačno skupino. Absolutno spadate v prvo ali drugo skupino, ampak pred mano je en drug vaš predlog ali pa ena druga različica, kjer ste govorili o bolj strogih ukrepih na področju starostne omejitve. Zato sem vas sem razvrstila in se opravičujem, to, kar si predstavlja, se mi zdijo super ukrepi in spadajo res na tista prejšnja področja. Tako da bomo potem še enkrat tudi te vaše predloge predebatirali. Kot zadnjo pa vabim k predstavitvi Gimnazijo Slovenske Konjice, ki nam je pripravila tako predstavitev v obliki, se pravi, ustne, kot tudi video predstavitev. Eva Golub in Staša Hrženjak, izvolite. Pozdravljeni, sem dijakinja Gimnazije Slovenske Konjice. Če bi mi odločali o preprečevanju odvisnosti med mladimi, bi predlagali več izobraževanj na temo drog in odvisnosti ter kakšne so posledice uživanja le-teh. Večji poudarek na tem bi moral biti pri predmetih kot so sociologija, psihologija, biologija. Pomembno pa je, da bi v tej smeri nadgradili tudi učni načrt in vanj vključili več tem povezanih z dano problematiko. Mladi bi se soočili s problematiko in bi tako tudi sami uvideli, da niso sami v dani situaciji. Prav tako je pomembno, da se o tem izobražujejo tudi učitelji, profesorji, starši, socialni delavci, da lahko tudi lažje pristopijo k mladim in jim nudijo potrebno pomoč ter svetovanja. Med drugim bi bila potrebna tudi izobraževanja in delavnice pred zasvojenostjo z računalniškimi igricami in podobno. Že v osnovnih in tudi srednjih šolah, saj se pogosto dogaja, da učenci in dijaki pozabijo na čas in marsikdaj tako rekoč preživijo dneve in noči pred računalniki in nimajo stika z realnim svetom, torej povečuje se asocialnost. To pa je še posebej izrazito v času izolacije, ki pa že traja kar predolgo časa. Prav tako bi bilo potrebno legalizirati marihuano z vsebnostjo THC-ja, na primer v obliki smole ali svečke, na primer za zdravljenje metastaz, torej rakastih obolenj, saj ne povzročajo zadetosti oziroma motenj spranosti, ampak se usmerijo na določeno mesto v telesu. To bi lahko dobili le tisti, na primer rakasti bolniki, ki bi od zdravnika prejeli dovolilnico za uporabo in nakup določene količine izdelka. Sedaj pa predajam besedo še Evi. Hvala. Prav tako se nam zdi pomembno, da bi uvedli višjo potrebno starost, ki bi omogočala mladim nakup alkoholnih pijač ter ostalih substanc. A to še ne pomeni, da bi to mladim onemogočilo, da bi prišli v stik s substancami še pred dovoljeno starostno omejitvijo. Ker pa v mnogih kavarnah, barih, trgovinah in podobno prihaja do neupoštevanja starostnih omejitev, bi bilo priporočljivo, da bi uvedli večjo represijo nad zaposlenimi in ne bi tolerirali kršitev ter bi bili strožje denarno kaznovani. Sporedno s tem pa je pomembno tudi to, da bi uvedli večji nadzor na ulicah, kjer je preprodajanje drog in ostalih prepovedanih substance večje. Zato bi lahko skrbela nadzorna služba, kot je policija, ki bi več časa namenila iskanju rešitev in kaznovanju kršiteljev. Tako bi lahko tudi lažje obvarovali mlade pred preprodajalci drog, saj sami ne bi imeli toliko možnosti, da pridejo v stik z njimi. Na koncu pa, kot ste že prej rekli, lahko še predstavimo video, ki so ga pripravili dijaki drugega letnika naše gimnazije v okviru pouka sociologije. Sestavljen sem bil s problemom zasvojenosti pri najstnikih. Mislim, da se večina ljudi ne odloči kar naenkrat, danes pa bom poskusil kokain. Večina verjetno kupi travo od nekega dilerja, tam mu ponudi kaj tršega in s časom pripelje to do trših drog kot kokain in heroin. V Evropskem poročilu o drogah 2020 povedo, da je problem v vedno višji koncentraciji THC-ja, ki je glavna psihoaktivna substanca v konoplji. Zato je moja rešitev legaliziranje konoplje za lastno rabo.
Bolj točno to pomeni, da bi bilo dovoljeno gojiti konopljo doma, omejeno na 3 rastline na osebo ali pa na neko površino, naprimer 3 kvadratne metre. Na osebi bi bilo dovoljeno imeti 10 gramov, karkoli več bi bilo držanje z namenom prodaje. S prodajo konoplje v trgovinah bi bilo veliko manj prehoda na trše droge. Lažje bi nadzirali koncentracijo THC-ja v konoplji, več denarja in časa bi bilo namenjenega resnejšim drogam ter zdravljenju zasvojenosti in ustvarjala bi se nova industrija, ki raste po celem svetu. Ta graf prikazuje količino zasegov določenih drog v letu 2018. Razbere se, da je veliko denarja in časa namenjenega zasegu konoplje. Če bi konopljo legalizirali, bi lahko več časa in denarja usmerili v zaseg trših in ljudem nevarnejših drog. Zanimiv je tudi podatek, da so v kar 9 od 10 smrtih povezanimi z drogami povzročitelji opioidi. Na koncu pa še ta graf, ki prikazuje smrti povzročene z drogami na milijon prebivalcev, kjer se vidi, da je Slovenija na žalost nad evropskim povprečjem. Hvala lepa, Gimnazija Slovenske Konjice, za predstavitev predlogov in tudi za tole video predstavitev, ki ste jo pripravili. Res super zadeva. Evropska poslanka, imeli boste težko nalogo, ker smo imeli spet zelo raznolike predloge v skupini, definitivno torej ponovno čim več ozaveščanja, predvsem strani strokovnjakov, potem tudi spet legalizacija marihuane, na eni strani za osebno rabo v manjših količinah, na drugi strani za, se pravi to, kar ste že tudi sami prej omenjali, v zdravstvene namene. Potem pa smo govorili tudi oziroma poslušali tudi o zvišanju starostne omejitve za kupovanje cigaret in alkohola in pa tudi za poostren nadzor na krajih, kjer prihaja do uporabe in prodaje teh substanc. Evo ga, še zadnji komentar, izvolite. Ja, res veliko predlogov, veliko potem se je odprlo. Jaz bi se pa najprej vprašala, zakaj sploh potrebujemo droge. Jaz že imam kar nekaj let, ampak moram reči, hvala Bogu, da nisem nikoli čutila te potrebe, da bi morala uporabiti drogo, da bom srečna. Ker mislim, da uporaba droge ne prinaša sreče in da je naše življenje lahko polno izkoriščeno brez tega. Zato je žal, ampak ne morem pristati na to, da bi rekla, da bo pa legalizacija marihuane ali konoplje ali karkoli odpravila te probleme. Jasno pa se kaže iz vsega povedanega, da primanjkuje pogovora na vseh ravneh, tako med starši in otroki, učitelji, mladostniki in med samimi mladostniki. In menim, da lahko naredimo veliko prepovedi, veliko zakonov, veliko ne vem česa, zdaj pa ne vem, če me še slišajo. Slišimo. Zato, ker mi baterija uhaja. A me še slišite? Ja, slišimo vas, slišimo. Torej, jaz bi več pozornosti posvetila pogovoru na vseh ravneh in pa zaskrbljujoče je to, da država premalo sredstev namenja za psihologe, terapevte in tako naprej. Kajti, če nekdo mora 1 leto čakati, da pride k psihologu, pa je prej razmišljal o samomoru in podobnem, potem je to res katastrofa. Potem res nismo naredili dovolj za to, da bi mladostnikom pomagali. Časi, v katerem živimo, so zahtevni časi, zato je še toliko bolj potrebno, da drug drugemu namenjamo skrb in da seveda tudi družba čim več naredi za to, da se mladi ne bi čutili osamljeni sami in da ne bi čutili potrebe, da morajo to praznino nadomestiti z drogo. Prej sem že velikokrat poudarila, kako pomembna je družina, potem šola in tudi vi mladi. Vi lahko drug drugemu pravzaprav največ pomagate, ker vidite, da se je vaš vrstnik znašel v neki stiski. In če bomo vsi skupaj malo manj gledali v telefone, pa se več pogovarjali z ljudmi ob nas, potem bomo lahko rešili tudi marsikateri problem, ne da bi za to potrebovali drogo. Vem, kot smo že prej rekli, vključenost določene dejavnosti pripomore k temu, da se razvijamo kot oseba, osebnost
da na nekem področju uspemo, pa ni važno na katerem področju, in tako se potem naše življenje zdi bolj polno. V svoji pedagoški karieri, več kot 20 let sem poučevala v različnih srednjih šolah, sem 1 leto preživela tudi v Višnji Gori, kjer je zavod takrat je bil za dekleta. In takrat sem videla, kako pomembno je, da se s temi dekleti, ki so v stiski, pogovarjam, jih poslušam, in na ta način sem marsikaj izvedela, zaradi česa vse trpijo, in moj pogled na situacijo, menim, da jim je lahko velikokrat tudi pomagal, da so videli, da ni vse tako črno, da se da najti rešitev za njihove probleme. Skratka, več se moramo pogovarjati. In na koncu bom rekla, lahko imamo policijo, nadzornike, kontrolo, zakone na evropski ravni, na državni, na občinski, ampak na koncu je moja odločitev, ali bom posegel po teh sredstvih, ki vodijo v zasvojenost, ali si bom rekel, ne, probleme bom reševal na drug način. Tako da nobena kontrola ne pomaga, če se mi sami za to ne odločimo, seveda pa poiščemo tudi pomoč, ko smo nemočni pri nekom, ki je stabilnejši ali pa nima takih problemov, ali pa pri odraslih osebah, pri tistih, ki nas imajo radi. Najlepša hvala za komentar in misli in mislim, da to lahko predstavlja tudi en lep zaključek našega druženja, torej čim več pogovorov o tej temi, čim več izobraževanja, ozaveščanja in ravno to smo tudi mi danes počeli, izmenjali smo si poglede, verjamem, da bi potrebovali veliko več časa, da si izmenjamo še kako misel. Če imate še kako misel, nam jo ali z veseljem zapišite v komentar ali nam jo pošljite na mail, jo tudi potem posredujemo lahko evropski poslanki. Ampak to je nek prvi korak. Definitivno lahko ta naša debata današnja predstavlja tudi izhodišče še za kakšno debato. Tako kot zadnjič vam tudi danes podajam to možnost, da izkoristite to, da ste že nekaj naredili na tem področju. Lahko organizirate še kako debato, delavnico, pogovor na vaši šoli, povabite tudi nas, povabite strokovnjake, povabite evropske poslance, sem prepričana, da če bodo imeli čas, se bodo odzvali, pa dajmo še kdaj odpreti to temo, ker mislim, da smo danes res videli in skozi vse vaše predloge in skozi tudi komentarje gospe evropske poslanke, da res je potrebnega čim več pogovora in čim več ozaveščanja. Jaz bi se vam na tej točki, ker je ura že toliko, zahvalila iskreno,